skupini Yoko Ono, Žan pa na drugi strani. Zdravo. Zdravo. Nova skupina, ki pa ima že veliko avtorske glasbe. Kje ste jo do sedaj skrivali? V zvezkih pa na Google Driveu. Iskreno, dolg časa nismo zadev posneli, ampak smo jih pa skrivoma na vajah na telefone snemali in potem pokazali prijateljem. No, to se je kmalu razvedel in čez kakšen mesec, ko smo to celko pogledali Orto Barbljani. Je za vašo ustvarjalnost zaslužna tudi Yoko Nono oziroma Yoko Ono? Jaz mislim, da za vsakim dobrim glasbenikom stoji ena močna ženska, ki je sposobna prenašati, tako da ima vsak svojo Yoko Ono doma. Mogoče pa za vsem skupaj stoji tudi Nono. Nono je pa mogoče ta del, za katerega smo mi zaslužni, ne? Ja, kajti Nono še nismo v letih. Ja, kajti Nono je pa primorsko dedek. Tako je, res je. Žal, odkot potem ime zasedbe? Ime zasedbe iskreno je bilo zbrano zaradi tega, ker nam je blizu tudi azijska kultura in smo želeli dati ime ene močne ženske, ki dejansko simbolizira naše ozadje. Tudi se pravi, jaz mislim, da mene kot pevca so vedno navdihovali močni ljudje. Imel sem okrog sebe ljudi, ki so zelo karakterni. Tudi dekleta so bila taka in glede na to, da o tem tudi govori glasba, evo, Yoko Ono. Ti si frontman, kdo še je poleg tebe v zasedbi? Poleg mene še bobnar Blaž Horvat, kitarista Klemen Mlinar in Mark Žakelj in pa basist Nate Klun. In prva skladba, ki ste jo poslali med poslušalce, je naslovljena Se ti zdi. Je res. Govori pa o trenutku, ko na mizo padajo karte. Ja, glede na to, da je prvenec, smo tudi mi želeli v resnici dati na mizo eno pesem, ki razkriva, kaj mi smo kot band, kaj mi smo kot ljudje, in se mi zdi, da Se ti zdi je točno taka. Razlog je pa zato, ker se kot glasbeniki vedno sprašujemo o tem, kakšen je naš pogled na situacije, ki se dogajajo v našem življenju, in tudi sami sebi velikokrat zastavimo točno to vprašanje. No, zdaj ga pa zastavljamo v resnici vašim poslušalcem in nas zanima, kako se jim zdi. In ko padajo karte, se odkrije vse ali ostane kaj skrito? Vedno ostane nekaj skrito, ne? Če ne bi nič ostalo skrito, potem življenje ne bi bilo vredno živeti. Življenje je vredno živeti zaradi skrivnosti, ki so okrog nas. Je to videti tudi v videospotu, ki spremlja skladbo? Tako, to se pozna tudi v videospotu. V videospot smo vključili tematiko kart, s katerimi naša fatalka prerokuje svojim bodočim žrtvam, kako bodo zaključile z svojim življenjem. In potem smo posneli videospot, ki sledi v resnici kriminalki, se pravi neki detektivski nadaljevanki. Vsi smo bili v mladosti namreč kar precej veliki oboževalci takih serij in je bila ena kljukica na seznamu želja posneti en tak videospot. Veliko omenjaš karte, da ne boš kje postal vedeževalec. Lahko prerokujem, kaj se bo zgodilo v naslednjih nekaj minutah. Vrži karte, pa da vidim. Na Radiu Prlek se bo zavrtel Se ti zdi benda Yoko Ono. Točno to je pokazala karta. Odlično. Zanima pa me, kaj pravijo karte za vašo prihodnost, glede na to, da imate že toliko materiala pripravljenega. Karte pravijo, da v naslednjem mesecu koncertiramo, sicer na žalost ne po Prlekiji, ampak si želimo tudi v te konce kmalu zaiti. Sicer pa 10. v Ljubljani, 20. v Črnomlju in potem nadaljujemo našo vseslovensko turnejo, kjer vseeno spimo doma. To je čar teh potovalnih avtobusov po Sloveniji, koncertnih. Ja, tako je. Tako je. Bova pa sedaj v eter poslala vašo ta prvo, zato Žan, Se ti zdi? Meni se zdi. Pravi mi, da preveč povem in da mi ne zaupa, ker nima več občutka, da bi bil iskren. Pravi mi, da je ne poznam, a ko postavim vprašanje, reče beri mi z oči in me preigra.
da bi rekla mi, da me imaš rada in da te spomin še vedno vara. Govoriš, da ne veš, kaj je to med nama. Se ti zdi, da ni razloga, da bi rekla mi, da me imaš rada in da te spomin še vedno vara. Govoriš, da ne veš, kaj je to med nama. Pravi mi, da še pride čas, ko bom izvedel, kaj pomenijo besede, ki do zdaj jih še ne poznam. Pravi mi, da se mi všeč, a da lahko jo kradem le zvečer, ker zaklenila je srce. Se ti zdi, da ni razloga, da bi rekla mi, da me imaš rada in da te spomin še vedno vara. Govoriš, da ne veš, kaj je to med nama. Se ti zdi, da ni razloga, da bi rekla mi, da me imaš rada in da te spomin še vedno vara. Praviš mi, da ne veš, kaj je to med nama. Kaj počneva, baby? Kaj počneva, baby? Se ti zdi, da ni razloga, da bi rekla mi, da me imaš rada in da te spomin še vedno vara. Govoriš, da ne veš, kaj je to med nama. Se ti zdi, da ni razloga, da bi rekla mi, da me imaš rada in da te spomin še vedno vara. Govoriš, da ne veš, kaj je to med nama.